No, krhko premirje med Iranom, Izraelom in Združenimi državami Amerike morda vstopa v svojo najbolj nevarno fazo doslej. Nova poročila pravijo, da Washington in Jeruzalem zdaj izvajata najbolj resne priprave doslej na možnost ponovnega vojaškega ukrepanja proti Iranu, morda že v nekaj dneh, saj pogajanja še naprej zastajajo. Po poročanju New York Timesa možnosti, o katerih razpravljajo, segajo daleč preko zračnih napadov in vključujejo celo morebitne komandoske misije znotraj Irana za pridobitev visoko obogatenega urana, ki je bil zakopan po lanskoletni vojni. Izraelski uradniki prav tako opozarjajo, da se pripravljajo na nov val spopadov, ki bi lahko trajal od nekaj dni do več tednov. Izraelski premier je potrdil novinarjem, da je pred nekaj minutami govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o vojni z Iranom, preden namerava danes zvečer sklicati omejeno varnostno razpravo. Zdaj se nam iz Združenih držav Amerike pridružuje Michael Mulroy, nekdanji namestnik pomočnika ameriškega obrambnega ministra za Bližnji vzhod. Očitno trenutno poslušamo ta poročila. Po vašem mnenju, kako blizu smo ponovnim spopadom z Iranom? Vesel sem, da sem lahko z vami. Mislim, da smo kar blizu. Vidimo lahko veliko premikov v vojaški razporeditvi, ki smo jih opazili že pred začetkom vojne. Tako da okoli 27. in 28. februarja smo videli, da je veliko letalskih sredstev dejansko zapustilo območje, saj so jih želeli premestiti v Evropo, da ne bi bila izpostavljena iranskemu protinapadu. To sicer ne pomeni nujno, da se bo začelo, vendar mislim, da je to pokazatelj, da se bo. In seveda je veliko pogovorov med predsednikom Trumpom in premierjem Netanjahujem. Vsi so pozorni, da bi videli, ali se bo to ponovno začelo. In seveda so tu zastala pogajanja, ki se zdi, da ne vodijo nikamor. Še en pokazatelj, da bi se ta vojna lahko ponovno začela. Ta poročila, ki jih vidimo, omenjajo možnost komandoskih operacij za prevzem zakopanega obogatenega urana znotraj Irana z vojaškega vidika. Kako tvegana in sploh realna bi bila takšna operacija v resnici? Zelo tvegana. Te lokacije so globoko v Iranu. To bi zahtevalo ne le, da te sile priletijo tja, ampak bi bila verjetno ena najbolj zapletenih specialnih operacij v zgodovini. Iskreno povedano, morda bi morali ostati na terenu več tednov. Morda bi morali celo zgraditi vzletno pristajalne steze, pripeljati težko gradbeno mehanizacijo. Material, ki ga želijo pridobiti, to visoko obogateni uran, je verjetno zakopan v ruševinah zaradi napadov, ki so iz ZDA izvedle na te objekte. Torej bi lahko trajalo dolgo časa, da pridejo do njega. Očitno bo Iran poskušal narediti vse, da jih izrine in seveda povzročiti žrtve med samo enoto. To bo morala biti velika usklajena enota, ki bo šla tja. To bi bila resna operacija in zelo tvegana odločitev. Na koncu, kaj mislite, da lahko Donald Trump izgubi v tem trenutku? Bilo je veliko poročil, da Donald Trump noče se vrniti v vojno, da to očitno ni nujno najbolj priljubljena politična poteza. In že zdaj se sooča z nekoliko nestabilnim položajem glede javnosti in njihovega pogleda na to vojno. Kako mislite, da bi se vrnitev v boj na koncu odrazila na Donaldu Trumpu in njegovem trenutnem vodstvu v Združenih državah? Zelo dobro vprašanje. To je zelo nepriljubljena vojna. Začela se je kot nepriljubljena in ni postala nič boljša. In če se vrnemo v vojno, si predstavljam, da se bo odstotek nasprotnikov povečal s 70% na še več. In seveda, če vpeljemo kopenske sile in pride do žrtev, bi se lahko podpora popolnoma sesula. Zdaj ni priljubljeno, ampak bi se lahko popolnoma sesulo. Tako da ne mislim, da predsednik Trump želi se vrniti v vojno, ampak Iran v bistvu ni naredil skoraj nič, da bi te pogovore pripeljal do točke, kjer bi jih lahko sprejel. V bistvu zahtevajo stvari, za katere Združene države v nekaterih primerih sploh nimajo pooblastil, da jih odobrijo. Nimamo pooblastil, da bi Iranu podelili suverenost nad mednarodno vodno potjo. Združene države nimajo nič večje zmožnosti za to, kot katerakoli druga država na svetu. Tako so bili tako daleč od kakršnega koli dogovora, da je zdaj ali pad položaj, kjer je ožina delno blokirana in seveda blokada, ali pa bo prišlo do zaostritve. In seveda ne bodo samo ZDA in Izrael izvajali napadov. Iran bo verjetno odgovoril. Lahko povzročijo, da bodo vse skrbi glede visokih cen energije še večje. Zadnje vprašanje, ki ti ga želim zastaviti, Michael, je, kakšne napade si predstavljaš strani Združenih držav? Očitno sva govorila o teh poročilih o tovrstnih komandoskih operacijah, ampak širše gledano, kaj misliš, da bi se lahko zgodilo?
Predsednik Trump je večkrat omenil uničenje energetskih zmogljivosti v Iranu. Mislim, da so tam 3 res velike elektrarne. To bo seveda postavljeno pod vprašaj v skladu z mednarodnim pravom. Veste, elektrika je potrebna za delovanje generatorjev, potrebna je za delovanje bolnišnic, naprav za razsoljevanje. Veliko stvari, ki so namenjene civilistom. Ampak o tem je govoril. Govoril je tudi o mostovih. Lahko bi trdili, da so te mostovi potrebni za premikanje vojske, vendar gre tudi za trgovino. Civilisti jih uporabljajo prav tako pogosto. Zdi se, da se na to osredotoča, vsaj o tem govori, torej bi na to bil pozoren. In če se to ponovno začne, si predstavljam neko različico tega, upajmo, da povezano z vojaškimi uporabniki, kar jih naredi za legitimne tarče. Toda verjetno gre v to smer. Prav, Mihael, najlepša hvala, da ste se nam pridružili in delili svoje poglede z nami.